Dobro jutro, sobota, 7. maj. O spremembah bomo govorili, večji kos, osrednja tema bo spremembe. Tle imam par ključnih besed, ki jih lahko, pa par izhodišč, o katerih lahko klepečem, tlele sam s sabo, pa z vami tam na uni stran, kjerkoli že ste, pa kolikorkoli vas že je. Spremembe se dogajajo ful hiter, za začetek mogoče čist, da kresnem vam slikico Schumannova resonanca. Vidite tole belo stvar na koncu? Evo, to je naša fleha, energija, ki je špricala v nas celo noč. Marsikdo je imel močne sanje, jaz recimo sem sanjal, da sem se ostrigel in zame je bil to šok. Tako da zjutraj sem se prav, še jih imam. Pa ne sem to, pa ne bom se spuščal, ker so take občutljive teme, ljudje se radi spotikajo, zdaj je ali ni, pa se tudi jaz ne bom. Vem pa, da čutim ogromno miru, da čutim ogromno nekih mravljinčkov, ki so še hujši od mravljinčkov, recimo imam pikasto kožo, ne vem, če videti ni. In ogromno stvari je čisto enostavnih, s katerimi se da pomagati. Pomagati, pojačati, polepšati, uskladiti. Mi smo že razlagali, v harmonijo se moramo dati, z univerzom, z univerzalno energijo, ne z energijo reptilov, negativcev, narcisov in ostalih lažnivcev, ker v resnici je vse lepo in resnica je ena sama. In resnica je, da ste vi in bodite vi. Vi. Malo se preheda. Spremembe. In največja sprememba, o kateri že dolg časa se govori, zdaj to ni za marsikoga čisto nič novega, bo rekel, kaj to, če ti si pa 2 leti zadaj, Dark to light je osnovna taka močna fraza, če mi rečete fraza, kjer je ta ekipa Whiteheadov, ki se je odločila, da pokonča to zemeljsko gonjo negativizma. In dajmo reči kar čarobni urok, kar spada v to kategorijo, a veš, nekaj nevidnega te drži in če ne veš, ne vidiš, pa ne veš, pa je čarovnija, pa je čarobni urok. Skratka, bili smo res v taki, ne smem teh grdih besed, res smo bili v dreku totalnem, mislim, čist revčki mali, ke da bi zajčke oblekel v viteški ščit, nič ne more, laufati že ne. Tako smo mi približno okrnjeni z verigami, jaz ne vem, kako si to predstavljate. Skratka, iz mogočnih neskončno duhovnih bitij, ki imajo zemeljsko izkušnjo, smo živeli kot ene gliste. Pač nič, in zdaj ta svet, kamor mi potujemo, kamor gremo, bo slonel v vseh nas, na domišljiji, na predstavi, na imagination, in ta svet imagination smo do zdaj uporabljali, kadar smo mogli zbežati tej realnosti, Ljudje so bili v življenju stisnjeni v kot, potlačeni, ponižani po vse možne aspekte, kakor se pač da, je človek bil in takrat se je človek zavlekel v imagination, v njegov svet, ki je bil samo njegov, v katerega ni nikoli nihče mogel stopiti, in tam zaradi tega smo ljudje preživeli in so ljudje preživeli težke holokauste, vojne, jaz ne vem kaj, lakote, grozne stvari. Zaradi tega, ker tam pa je upanje, In imagination smo ljudje zbežali iz realnosti v imagination, zdaj bomo pa mi imagination nucali za create reality, za ustvarjanje realnosti, In tako je prav, zdaj nikoli nismo dosti polagali pažnje na stvari, ki bi jih mogoče mogli,
pa ziher imate v bližini kakšno staro stavbo, najstarejša je verjetno cerkev, a ne. No, mogoče si pogledate, kako so recimo pri oknih stvari lepo narejene, pa izrezljane stvari. Ene stvari so res narejene krasno, ne. Če bi jih današnji gradbeniki, arhitekti ali ne vem kva delali, bi bila okna plastična, aluminijasta, lesena, pač kvadratna, ne. Največ, kar je, so trikotna. Daleč od tega, da bi bile izrezlane, simetrične strukture. In kaj noter mi zdaj prihajamo nazaj, kjer bomo kreativni, ne. Se pravi, ne bomo imeli več samo štruco, hlebec, žemlja, ampak bomo imeli milijardo oblik kruha. To je neka karikatura z mojega sveta. In to velja za vsakega pripadnika človeške vrste na planetu Zemlja, kakršnekoli oblike že je, a ne. Je pa treba se prepustiti, pa verjeti, da ta realnost, ki rečemo realnost, je zajčnik in v tem zajčniku je vse zlagano. Evo. In zdaj, ker gremo mi dark to light, od temnih sil v svetle sile, kjer ni več prisotnosti teme, sploh, to sem že rekel, zdaj nas light pumpa, prej sem vam pokazal slikico, nas pumpa, da se mi uglasimo, mi, kot pevski zbor v univerzu, en zbor, en vers, ena pesem, one love. In vsi smo kot eno in smo ena zavest, del ene velike zavesti smo, vsak je del, doprinaša v to, ne, in seveda črpa iz nje. In marsikaj znamo narediti z rokami, ampak nismo nikoli črpali teh velikih idej, načrtov, vizij ali kakorkoli. Ja, in ker sem rekel, da je sprememba, se mi zdaj, pa saj sem že enkrat se poletil, poli se obračajo, prvi, zadnji, zadnji, prvi, in negativci, kriminalci, lažnivci, prevaranti, pedofili, lopovi in manipulatorji končno prihajajo v kehe, v ječe, ne, v zapore. Pa tega je precej, da ne bo kdo mislil, tega se ogromno dogaja behind the scenes, se pravi, ne vidimo mi tega direkt. A veste, novinarji ne letijo zdaj povedati, da je pa nešto hudo narobe pri njih. Saj po svoje je logično, a ne, če pogledate, mislim. Kdo bi zdaj samo sebi rekel, da je konkretno zamočil svojo laž. In ta kompletna globalna laž, a ne, je vodila človeštvo kar mnogo let, ne. Mislim, res smo bili zaspani, kar priznajte. V osnovni šoli so nas naučili, pa pol v srednjih šolah, pa pol še dalje, so nas naučili stvari, ki so bile daleč stran od tega, da nekako ugotovimo, kdo smo. Ne. Vse drugo so nam povedali, samo ne to, kdo smo. Ne. Kakšna res magnificent, tam je lepa mi je beseda, zato jo uporabljam. Magnificent. Mogočna bitja smo. In te spremembe, se pravi, ti lažnivci so lagali, so imeli svojo agendo. In v enem momentu, 2 leti nazaj, so pa začele stvari kar konkretno puščati. Saj puščale so že prej, saj smo mi to že prej vohljačili, da nešto ne velja, samo nikoli ne veš, kaj je res, ne. Pa ta Wikileaks dal misliti, ne, zdaj nekoga zapreš zato, ker je povedal, da obstajajo velike prevare velikih ljudi in veliki ljudje zaprejo, ti, ki so goljufali, velijo, zdaj zaprejo Assangea, ker je pač govoril, ker je izpostavil, da nekaj ne delajo prav. Ne? Don't kill the messenger, ne? Sam messenger je bil. No, in v tistem momentu, 2 leti nazaj, kot sem rekel, se je začela ko je začelo špricati čedalje več informacij, tudi z Wikileaksa dokumentacija je začela prihajati, cele gmote, gore, vse to je zdaj na netu, če bi kdo rad kaj dokazal, tam je vse. Sem tega špeha je, niti ne moreš pregoltati vsega. Enostavno ne, ker je
Mislim, kdor ima veselje, kar, dajmo se izobraziti drug drugega. No in v tistem momentu je prišla cenzura. Cenzura žge zdaj čedalje bolj. Toliko so se bali, da ne bi Trump kaj povedal, da so ga kar iz Twitterja zbrisali. Predsednika države so kar zbrisali iz Twitterja. Ne bo kaj povedal. Zdaj pa Elon Musk kupil, pa je najprej odbil ekipo za cenzuro. Najprej jih je jim dal odpoved, ker nimajo kaj delati, ker cenzura je nekaj, kar v zdravi družbi ne more obstajati. Ne. Če se gremo mi, družba je ena, ne. Ni 6000 družb ali pa 2, ena je družba in v tej družbi ne moramo sejeti skrivnosti, ne. In cenzure. Dajmo se mi trajši resnico, pa bo ful simple. Je pa res, da ne bodo mogli več bogateti posamezniki. No pa sej tisti procent nesramno, nemarno bogatih, ki obstaja, je itak tako zlobno pokvarjen, da boš, da te milijarde tle ostanejo, ti ljudje pa morajo iti, ker ne bodo nikoli siti. Oni bodo imeli, če imajo zdaj milijon, pol bodo tel imeti milijardo, pol pa trilijon. Nikoli ni konca. Nikoli. Ni tudi tako, da človek reče, imam čuka na mesec in jaz sem okej. Ali pa 600, najbrž se tudi s 500 da. Drugače treba migati, ampak ne. In če bi najbogatejši pa najrevnejši srečala klošarja na cesti, kdo bi mu dal klošarju evro? Ke nima nič, ne. Ker milijarder ne bi dal, ne. Ni njemu neki daje, on je bolj meni, money meni. Money meni, pa meni money, pa je super money. Always funny in the rich man's world. Ja, torej cenzura ni bila prej prisotna, prejšnja leta toliko zelo, kakor je zdaj, je pa cenzura tako žge. Koliko ljudi je spravljenih v shadow na timelinih, tudi jaz recimo na Facebooku sem zakrit, sicer blokiran še nisem bil, sem zmeraj nekako toliko previden, da ne grem predaleč. Ampak ljudje so blokirani, njihovi posti so ukinjena slika ali pa zvok, ali pa zraven dopis, da fact checker še 2-krat, da te dobimo, pa te bomo zaprli. Kar tako mislim, kar Facebook je naredil svoj zapor, si morate vi predstavljati. Saj to bi mogel biti tudi vam že dosti velik pokazatelj, da nešto hudo smrdi. Ne? Mislim, in zdaj v bistvu smo prišli tako daleč, da če dobiš če ti nekaj objaviš, nekaj deliš na Facebooku recimo, pa ti od spodaj fact checkerji pravijo, da tle je pa delno neresnica, ne? Da je delno ni res, torej ti takoj veš, da v večini pa je res, ne? Tudi če en del ni res, in fact checker se posral spodaj, pol veš, da imaš prav, da je to čisto ta prava informacija, ker lažnivc je cenzuro sestavil, ne. Zdaj, resnico so ves čas zbombardirali z milijon neresnicami, pa zavajanji, pa z raznimi temami, samo da so pokrili resnico, zavajanja so bila najboljša, pa pol resnica, ta je tudi dobra. Se spomnim, sem članek delil, en tak ful velik članek, pa se mi je zdaj krasen tekst, the best, in jaz stisnem share in berem dalje, in pridem jaz do konca članka in se v zadnjem odstavku tekst obrne negativcem v prid. Je v bistvu cel zgornji tekst je negiral, da to ni prav in da v bistvu je stvar čisto drugačna, tako da boste previdni. No, in hočem reči, kadar kaj delite, je zmeri super pogledati čisto do konca, pa brati z vžganimi možgani, a ne. To vam bom enkrat dokazal, kako je res trapasto, če človek ne vžge možganov, kadar bere. Kako napačna stvar pride ven, ne. In to je propaganda dobro vedela in tudi s pridom izkoriščala. Ja. Tudi imate razne slikice, kjer vidiš, kako ti možgani ponagajajo. Bom probal poiskati, če imam tlelele, mislim, da imam nekaj blizu. Najbrž ne. Imam. Ne vem, če poznate tole slikico. Takole gre.
te stopnice so 10 sekund grejo navzgor, 10 sekund pa navzdol. Bom probal prelimati v komentarje, če mi znese. Sploh ne moreš verjeti, ti gledaš slikco 10 sekund in se slika obrne. No, slikca je, ni gif. Tako da ta manipulacija je bila zmeraj prisotna. Se opravičujem. In zdaj je čas, da se te stvari obrnejo v drugo smer in da gremo mi tja, kamor smo namenjeni. Mi smo bili v Dark Ages, se pravi v temni dobi, v dobi totalne teme. Totalne teme. Mi smo res bili totalno nezavedni. In zdaj gremo v dobo, kjer osvetljujemo zdaj stvari, kakšne so. In zdaj mi smo začeli naš journey, naše potovanje se šele začenja. Pa že zdaj je čist exciting. Mi bomo odkrili, kaj vse imamo, kaj vse znamo, kakšna orodja, znanja in informacije so tukaj in kako jih bomo kot kolektiv lahko mi ponucali v naše skupno dobro. Ne v dobro Gatesa, Faucija pa nekih posameznikov, ampak v naše dobro. Temu sem jaz rekel, da je tudi reformacija, Dark Ages to Golden Ages, se bo treba reformirati. Torej, formirati se bomo morali ponovno, pa nekoliko drugače. In v bistvu se že formiramo po interesu, ali pa bom rekel po neki odprtosti. Nekateri res hitro zavibriramo skupaj, kar mi je res noro. Kje smo se skrivali, kako smo bili razbiti, isto misleči, pozitivni ljudje smo razbiti do amena. Mislim, res možnost, da se srečamo čist majhna, fizično. Hvala Bogu za tehnologijo, da sploh imamo to opcijo, se ujeti in dobiti. In zdaj se bomo mi reformirali na vseh nivojih. Mi bomo reformo mogli najprej narediti v svoji čebuli. Da vse je laž, kaj je pa zdaj res, no tle, jaz verjamem, da se marsikomu zatakne. Kar je v bistvu čist logično, Če se človek zatakne, mijo, kaj pa zdaj, Do zdaj sem živel svet z bananami, zdaj pa naenkrat okrog mene sam krompir, nimam pojma, kako se ga sploh. Čist dosti podobna fora. In reformirati bomo mogli, sem rekel, tle v glavi misli in reformirali bomo mi tudi svoje življenja, predvsem prehranjevalne navade, predvsem spalne navade, navade te prehranjevalne, no pa zdravje kot tako bomo čist drugače začeli gledati. Sem trdno prepričan, ko boste sešteli, kako zelo je škodljivo vse, kar je medicina ponujala, od terapij do kemoterapij, do naftnih terapij, grozno slabo. Sej dobro, sej so tam zato, da zlomljeno nogo zrihtajo. Ampak seveda, če ste zavarovani, to pa ni več javna ustanova, zdravnik kao ne dobi plače, če si ti noge ne zlomiš. Tako da ne mi zdaj bučk prodajati, čist zavarovalnica gor, pa zavarovalnica dol. Da spet sem se dotikal. Ja, in v tem segmentu reformacije, spremembe, kamor gre eden, gremo vsi, where we go one, we go all. Je prva stvar, ki jo želimo, je razkritje laži. Mi bomo mogoče težje povedali, kaj pravzaprav je vse res, najprej pa moramo definirati, kaj res ni. In laži bodo vse razkrite. Zakaj sem tako prepričan? Zaradi tega, ker to je osnovno izhodišče. A veste, vsi od nas imamo telefone in tako, enkrat sem že razlagal, sledljivi smo, vse nas sledijo, poslušajo nas, kaj govorimo, kaj pišemo, kaj razmišljamo, kaj lajkamo, kaj ne lajkamo, koliko časa beremo nekaj ali letimo čez timeline in tako. Ampak nismo edini. Tudi oni so bili ves čas sledeni, pa niso vedeli.
In za vsakega posameznika je seznam že spisan, že dokazi so 1, 2, 3, ne glede na to, katero platformo, kateri kanal je kdo uporabljal za svoje grde posle, a ne. Vse je zabeleženo, a ne. In te stvari prihajajo zdaj na plano in jih je prekleto strah. Strah mnogo bolj, kot so ga oni lahko sploh nam vcepljali vsakodnevno. Strah je ful velika bremza, marsikaj si človek ne upa, ker ima strah. In tu so oni vedeli, zaradi tega so pa to izkoriščali. Ti moraš dati ljudem sam strah in je stvar rešena, ti ga voziš kamor češ. Veš, ti psa 3-krat brcneš, da se te boji, pa bo vse naredil zate. Sam da ne boš enkrat bati na dubu, ne. A je to prav? A je to veselo pasje življenje? Ne, ni. A je vaše življenje okej, zato ker ga nekdo ves čas straši, strani vlade, Glejte, kaj vam mediji delajo. A obstaja dan, da ni članek negativen, v smislu, kako zelo je nevarno, kaj se gre Putin, 3. svetovna bo, res bo, atomska bo, vsak hip bo atomska. Oni vas skozi strašijo, pa jaz vem, da ne bo atomske. Pa tudi, če bo, me ni strah do tam, ko bo, sam jo ne bo. Ker jo ne bo, ker je laž, to je laž, da bo atomska, pa da je Putin genocidnik, je tudi laž, ker da je Putin genocidnik, kričijo genocidniki. A veste, to je banda pod okriljem Klaus Schwaba. Klaus Schwab, to je, on je napisal NWO, New World Order, halo, pa to je bilo, ljudi spraviti ali ubiti, ali pa z njimi delati hujške v holokaustu, tako nekako, samo to je resnica, to so si zapisali, jaz sem bral te stvari, pa nisem edini. Ampak se ne bo zgodil New World Order, ampak Great Reset, se pravi, veliki reset, velika ponastavitev, velika sprememba, kamor gre eden, gremo vsi. In laži bodo razkrite do ta zadnje, a ne. Tle verjamem, da marsikdo bo spustil kaj iz sebe. No in zdaj Trump, kljub vsemu še vedno imate svoje shode, rallies. Še zmeraj imate svoje shode, kjer vliva upanje in daje neke smernice. Zdaj nisem mogel razbrati, kaj pravzaprav je 2000 mul, torej ta, kaj je mula, ne? Mešanca kaj med oslom pa konjem, imam prav. 2000 mul naj bi bila premiera, pa zdaj nisem čisto ujel, zdaj te dni. Zdaj sobota ali jutri ali ponedeljek. In Rumble je taka platforma kot YouTube. Rumble je že, zdaj ima kar težave, že kar briše ene stvari, pa zapira porte, pa neki attack je bil, se pravi napad hekerski. Zgleda, da je panika, da ne bi ljudje videli resnice, ker tega jih je pa mnogo strah, tako kot sem rekel, njih mnogo bolj, kot so kdajkoli lahko prestrašili vas. Ker vi imate integriteto, upanje in nekaj, oni pa nič tega. In ta panika jih zdaj grabi in skačejo kot kure brez glave, nimajo se več kam skriti, nimajo več v roki vzvodov, ki so jih vedno imeli, da so kontrolirali stvari, kaj gre ven, kaj ne gre ven, kdaj in kako bo resnica prišla. In evo jo, tukaj smo. No in Trump je večkrat poudaril, vse laži bodo obelodanjene, vse bo razkrito. Ja, in včeraj je imel Trump rally, ne, se pravi v petek, Pensilvanija, ne vem. No in je imel on jakno, pa ima pa tukaj tak znakac, ne. Saj se ne vidi prav ful, ne, ampak če ga pa malo pozumiraš, pa malo pogledaš, pa ti vidiš, da on še zmeraj nosi znak predsednik Združenih držav.
ni Biden predsednik. Ker sem tu meni nikoli noben verjel, pa tudi nisem neki hotel, gledajte, koliko je več kot 3 tedne naokrog, pa se nisem hotel jaz tudi spuščati. Čeprav, ja, Trump in njegova ekipa dela, saj sem rekel, tudi Putin je s Trumpom in Mundi iz Indije in Jinping iz Kitajske in Salman iz Saudske Arabije. Pa še jih je. Tako da, ja, dogaja se ful. No, in ker se pač dogaja, ne, a ste kaj slišali, da so bankrotirale države pa centralne banke? Nič ne. Valjda, da ne. Saj Slovenija pride kmalu na vrsto, nič bat, nismo daleč stran. Skratka, bankrot držav in centralnih bank, pazi, Argentina, Pakistan, Šrilanka, zdaj pa še Libanon. Razpišeš bankrot, kaj pa zdaj? Bankrot je nujno potrebni del uničenja fiat valute, ja? Fiat denarja. Se pravi, ta denar, ki ga imamo, ni to, za kar nam razlagajo, a ne. Tudi Federal Reserve ni v lasti države, ampak je privatna korporacija, ki printa papir, ki izgleda kot denar, a ne. Ampak zgodovina denarja naj bi bila vezana na zlato. Ljudje so menjali 1 na 1, pol so pa pogledali, da zlato je žlahtna kovina in so si menjavali neko stvar za zlato. Pol je pa Fed pogledal in rekel, da je zlato ti meni, jaz ti bom dal pa papirček, koliko zlata. In tam naj bi bilo vedno v obtoku toliko denarja, kolikor je za ta denar kritja v zlatu. No, to itak ni tako že, ne vem, od nekdaj to ni res. To je bila samo bajka, tudi ko je, ker v trezor pa noben ne sme pogledati, ne. Mislim, saj je res čist narobe vse. No, in zdaj pa prihaja Nesara in Gesara, tudi jaz to vem že slabi 2 leti recimo, pa kar malo ne verjameš, da to pa sploh je možno. Ampak je. Zlato je vse na pravih, v rokah pravih ljudi in ne več reptilov, iluminatov, Masonov in templarjev, jaz ne vem kaj še vse. Skratka, Vatikan, Buckingham in Washington nimajo več zlata v rokah. In Federalna rezerva, Fed je tudi precej, kazalniki Feda kažejo precej negativno. No ja, baje imamo World Clock Debt, se pravi, koliko je svet zadolžen ali Amerika, in ti števci so se končno začeli kontra vrtiti. Se pravi, se javni dolg zmanjšuje, uničuje, resetira, kar je za nas dobra informacija. Nesara pomeni ukinjanje vseh dolgov, države ne bodo več dolžne drugi, ker so itak vse v minusu, a ne, samo si posojajo nek denar, kako bo nekdo, ki je 10 milijard v pufu in posodil nekomu še 5 milijard. Pač, saj logika bi mogla reči, da ne gre, ampak kar ne bijemo, to je eno in isto foro. In zdaj, ta svet je dolžan sam sebi, zato da pač sploh živimo, in spraviti ljudi v dolg je pa najslajša stvar, ne. Čim so v dolgu, je tako, kot da bi imel palco nad njimi, pač so v strahu. No, in Nesara je National, jaz pa sem že 100-krat si probal, pa se ne zapomnim. Skratka, reset financ, kar pomeni ukinjanje dolgov in uvedba enotnega temeljnega dohodka, kjer imamo vsi dovolj, konec lakote, konec revščine in konec brezdomcev. Ker zdaj, ko bomo počistili v zapor genocidnike, ostane kar nekaj hiš frej, krasnih. In ni potrebe, da ljudje spijo na ulici, ne. Tudi hrane bo zadost, kaj sem hotel reči. Ja, ta temeljni dohodek, to ni stvar
New World Order, kjer so hoteli imeti popolno kontrolo nad financami in če ne boste cepljeni pa ubogali, vam bodo sklopili finance, dokler se ne cepite. Tle ta Quantum Financial System pod okriljem Gesare bo predvsem kontroliral, preprečeval pranje denarja, pedofilijo, se pravi, da denar ne bo uporabljen v stvari, kamer je bil uporabljen zdaj. Ne moreš ti kupovati ljudi pa otrok za denar. Mislim, saj ne vem, adrenokrom bo tudi en dan tema, saj ne vem, ali bi, morda pa ni treba. Dajmo videti raj na pozitivne stvari. Fiat valuta odhaja, Gesara pa prihaja. In ker prihaja Gesara, se mora najprej zlomiti finančni sistem, da lahko mi vzpostavimo novega. In tle zdaj določene banke so že pristopile k temu, določene pa ne, ker so imele toliko umazanih poslov. Njim je to, wow, nov Gesara, to pa ne moramo nič delati v bistvu. Pa moramo pa zaenkrat že pošteno delati, to pa ne znamo. Prav tako je, no, mislim, da Deutsche Bank je tista, ki se je zaprla. Ampak mislim, veste, ne, nočem biti novičarski pa 1000% trditi, kaj je res pa kaj ne. Glih zaradi tega, da se ne bomo lovili. Dejstvo pa je, da banke ne funkcionirajo več. A veste, kaj bo pa zdaj? Ja, sej ne ve človek več, mislim. A zanj sem razlagal, kako te laži potujejo, ne. A veš, da je časopis lažnivc, pa veš, da je televizija lažnivc. In zdaj je, kaj je že, da je nemška televizija opozorila, da obstaja nevarnost. Kaj že, šment pozabil. Skratka, zdaj se časopisi sklicujejo na odločitve, ki jih sprejme televizija. Pa od kdaj televizija sprejema odločitve za ljudi? Zato imamo mi druge organe, ki plačane kot svina. Se zdaj televizija dela njihov posel. Kaj, zakaj pa? A unih organov ni več, ali kaj? Vse neustavno, vse protipravno, vse se ne bi smelo dogajati, pa se je 2 leti. Ja, ni to hec, ampak super, mi gremo naprej, hvala Bogu, da smo prišli do tle, samo se moramo zavedati, da je res na pragu nekaj hudo velikega, lepšega, predvsem pa velik šok spoznanja, da to, kaj smo živeli, ne drži. Ne. A veš, jaz verjamem, da nekomu, ki je 50 let živel v fazonu, kaj je prav, pa se je nekako v ta sistem priklopil in ga vrtil, bil del tega v nekem srednjem razredu. Njemu je zdaj ker sem glih omenil srednji razred, ideja jim je bila, da srednji razred ukinejo. Zato, ker srednji razred je še, kakor toliko ima možnost, da malo prebije. Ne? Če pa je v mizeriji, pa ne prebije. Ampak pozabili so oni, da v bistvu tam, kad človek pride čist na poden, takrat lahko ugotovi sploh, kdo je, da je v bistvu neki ful velicga, kar se ne da povedati. In oni bi to uničili, no, sej tle smo. Ja, Imagination sem rekel, ok, laži bodo razkrite, 9. maj se približuje, a veste, kaj je bilo 9. maja? A vidite, da znam jaz z ušesi migati? Ne, sem ne s frizuro. Evo, se s tem tudi. 9. maj je pa Rusija premagala nacizem. In 9. maj imajo oni zmeri neko veliko fešto. In zdaj pa je mogoče že čas, da ta zmago nad nacizmom globalno začnemo mi praznovati, ne? Ker ta nacizem je bil zažrt tudi med nami. Sej niso vse povsod kljukasti križi, so pa drugačne oznake. A ne? Znaki sem, pa znaki ke. O ja, znaki so, če se ta kabala, ta temna, ti negativci na tem svetu, mislim, nekako so se mogli sporazumevati in so imeli neke znake, razno razne. In ti znaki so njihov propad, ker je te znake skontal tudi še kdo drug, če dalje več nas je, ki te njihove znake poznamo.
Mislim, jaz vem, kaj pomeni Rdeči križ. A ne? Mislim, Rdeči križ ni za pomoč ljudem, smo si na jasnem. Rdeči križ je pod pretvezo pomoči pretransportiral največ nelegalnih stvari. Rdeči križ ni vaš prijatelj. Pa CSD tudi ne. Kako mislim? Jaz sem prišel čez moj listek. Mir. Vidiš, da smo pa namenoma malo krajši. Sobota, imamo krajšo lekcijo. Ej, mir. Kadar imate mir, drama je nasprotje miru, a ne? Drama queen poznamo, ne? Sem drama, pa je žur. Drama je, tisti, ki dela dramo, je za moje pojme neuravnovešen oziroma neodrasel oziroma drama ni za zrele ljudi, no. In ne jo ne iskat, niti podpirat. Ker dramo, če že kdo bi jo rad delal, ne jo dela sam s sabo. Z vami pa ne. Ne pustiti drami. Še eno sem imel, ta se bo zdaj lepo poklopila. Narcisi, ne, naši narcisi. Drama, to narcis vas bo zmeraj pripeljal v dramo, za poznort. Evo, narcis, iz angleščine bom probal vam nekako dati smiselno. Obnašanje narcisa postane je precej nepredvidljivo, kadar ste pod njihovim urokom. Veste, oni vas malo zamešajo, pol pa oni imajo dogodivščino. Mi smo vsi tako živeli, da ne boste mislili, ne. In pol, ko skontaš ta spell, se pravi ta urok, kadar se odmakneš korak nazaj, se izobraziš, kaj narcizem je, boš videl, da je to najbolj predvidljiva bunch of people, banda, da je to najbolj predvidljiva ekipa ljudi na tem planetu. Torej, open your eyes, odpri oči, stop korak nazaj, to sem že večkrat rekel, umakni se, da pogledaš stvari od daleč, kako izgledajo. To se da, kadar nehaš soditi, kadar nehaš sodelovati. Je prav, da opazuješ, učke na pecle, pa gledaš, ne reagiraš. Nič ne sodiš, kaj je prav, pa kaj ni prav. In kadar ste opazovalci zunanji, boste skontali, kako dela sistem, kako delujejo ljudje, kako deluje medij, kako deluje politika. In vedno, za začetek je čisto simpelno. Narobe je prav in prav je narobe. In zdaj vlada pa mislim, v svetu, kjer živimo, je točno narobe. Ni zdaj malo narobe. Točno narobe je. Boste spoznali slej ko prej. Slej ko prej. Ne morete verjeti, Janez nas ne bo rešil, Golob pa še manj. Pa nima veze, ali pa če bi bil kdorkoli tam. Vse šmore, no, ista banda, isti namen je, ista fora in noben ne dela za ljudi, ker oni so vsi genocidniki. A ne? Ker niti eden iz parlamenta ni rekel, jaz pa sem proti temu cepljenju obveznemu, ker to je strup in genocid. Dokazano, papirji so zunaj, 1294 stranskih učinkov ima cepivo. Evo. In zdaj vsi zaupajmo znanosti, da je to super. Mislim, zdaj, če en stranski učink fališ, v bistvu si že kar laki, si že kar srečko. Zdaj so prišle spet take scene ven, da se jim v pljučih delajo, da se kar kanali mašijo, se kar dela taka ena, in se kar cev zamaši do pljuč, pa gotova maša. Pljuča so pa edini organ, ki ne bolijo, ne, dokler ne rikneš.
Ne, ti ne veš, da pljuča nimajo oživčenja v kontekstu, da bi čutil bolečino. Ne. In noter raste in ti sploh ne veš, da je kaj narobe. Malo teže dihaš, bolj na plitko. Ja, dajte tudi kakšno zavestno dihanje, je tudi super, da vdahnete življenje s polnimi pljuči, pa z vodo. Dajte si vzeti mir. Cel vikend imate. Ne se nažerati mesa, ker ni. Saj včasih človek more, ja, ampak ne se pa nažerati, ni v redu. Dosti ekipca, imejte prečudovit dan, pa tudi, da ste ljubljeni, pa ste že pozabili. Ne. Ste od mnogo nas in vas čakamo in vas prosimo, da pridete k nam. Ne čakamo, prosimo, vabimo vas. Zdaj, vi boste pa sami razštudirali, ali boste ostali med narcisi oziroma v tem negativno svetu parnih strojev, ali gremo malo na tehnologijo, pa na neko pošteno, zdravo, krasno, čisto družbo. Jaz sem za to drugo, ta parni stroj mi ni všeč. Nekako ne dela, dajmo iti malo naprej. Ne. Spremembe so tle in sprememba se začne v vsakem posamezniku. Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, ja? Jaz se probam tega držati, ne probam se, mislim, ne da se, jaz to sem, ker sem se tako odločil in ne želim čisto nič drugače. Če mislite, da kaj ni prav, pri sebi spremenite, drugih se itak ne da. To sem jaz opazil in nisem edini. Ne da se drugih, dajte sebe, na sebi delati, pustite druge pri mir, ker ni nujno, da drugi vam želijo tudi mir. Umaknite se, če rabite mir, ne si pa dovoliti dvigovanja pritiska, da vam nekdo dvigne pritisk, ne si dovoliti biti izigrani, ker niste tepčki, ne, in niste nori. Uživajte. Se vidimo jutri.